Dobrodošli na domu Valentina Staniča. Tole pa hujka na primorski avtocest polet. Močno, močno! Evo, pa smo šli na Triglav, itak. Z mano so spet, če ste zadnje videe kaj gledali, tele 3 fante poznate. Timotej, Jeremija, pa spet sem pozabil. Florjan, piš, okej. Taka nenavadna imena so in pa si jih težko zapomnim. Ampak se bo šlo. V glavnem smo v Kotu, pičimo na Staničev dom, Krejdarco, Triglav, pa plane čez Škrbino dol na Planiko, pa se spustimo v Krmo. Tako da zdaj pa vam bom pokazal tole čudovito rjavino. Tu se pa očitno res začne. Tegale gospoda te pa srečali, oziroma videli v lanskem videu, smo šli na Rombon. Krožno turo, ful dobra, bom dal desno gor, da si lahko pogledate. In evo, ni na ključi, se danes spet srečamo. Nas pa delimo skupaj, ne? Ja, on gre na Rjavino, tako mi pa pol še malo naprej po podih Triglavskih. Tako da lepo se spet srečati. Ful lepo. Gremo naprej. Srečno. Naša četica napreduje. Tole so pa verbanove špice. Kar presenetljivo, veliko teče. Zadnje, ko sem bil tle, je bolj kaplal. Tega si vzamem počasi in zložiti. Gremo še en pogled v Kot, pa proti Kepi. Tole so pa sončna pobočja nad Kotom. Da smo na Certovcu že bil. Smo na prvem sončku danes. Evo nas pri Debeli skali. In tle imeli prvo, debeli kamen, prva zaslužena pauza. Tukaj je prav prijetno, razgled je hud, tale stena rjavine je res mogočna. Pogled gor je tudi fantastičen. Tukaj čez gre pa pol ferata pa okoli. Na verbanove špice, oziroma zelo zahtevna, oziroma plezalna, zavarovana plezalna pot po slovensko. 814. Prav zanimivo, tle sem že 6krat sem že šel tle, da pa prvič vidim tole tablo. Temle dol je pa sem spregledal, sem šel na verbanove špice, kaj sem kakšen mesec nazaj mogoče. Bom dal desno gor tisti video, vrhunski video, itak, kako pa. Zdajle tukaj bo pa Tomaž kmalu skrenil proti plezalni poti na Rjavino. Takole se nam pa odpre proti Staničevemu domu. Tukaj gre pa pot proti sedlu pod Rjavino, pa pol čez proti konjskemu sedlu pa
krmi. Tako. Evo, Tomaž je šel tamle proti Rjavini. Dač tukaj gor, tale proti Rjavini plezalno pot še nisem šel, ampak je, kaj se mene, še en teden nazaj od tole, kar snemamo, je šel tudi en fant, ki ima tudi vlog, se pravi tudi snema videe po hribih, Gregor Pišuka Endelman, meni se zdi, lahko pogledate tudi njegov kanal, luštne videe dela, je šel tudi tlele gor in me je, imam sicer to pot že 2 let v planu, ampak nisem še in je zadnjič posnel in me je prav zakuril, tako da bo treba kmalu tudi tlele goriti. Tele Vrbanove špice so res neverjetne. Ferrate gre pa skoraj cel čas, oziroma ta pot, gre skoraj cel čas po vrhu. Pa tamle gor, prav na Vrbanovi, veliki Vrbanovi špici, oziroma pod njo, je pa prav en tak lep travnik. Poglejte si tisti video, če ga niste. Ful je dober. Zdajle se pa že vidi streha od koče. Piška so pa tudi vedno bolj je čisto, se vidi, prav neverjetno. Zdajle smo tudi, so fante že prvič v živjo videli stolp na Triglavu, se ga malo vidi. Evo, Timotej je naredil svojega prvega možica. Dobrodošli na domu Valentina Staniča. Zdajle bomo pa počasi gor krenili, se pa začeli prvi oblački delati. Upamo, da ostane takole nekako. Ja, zdajle se nam začenja pa odpirati proti Primorski. Tamle moram malo pogledati, pa bom pol pametval, ko vidimo. Malo pogleda tamle proti Razorju, pa dol proti vratom. Tale nasproti pa Stenar. Tale je Begunski vrh, tamle pa tudi Škrlatica se že vidi. Pa Cmer, tudi zadaj. Zdaj se vidi pa že cela panorama. Jo. Tole je Rjavina, zadaj greben Karavang, pa Kepa, najvišji. Dole je dom Valentina Staniča, tle naprej smo mi pršali iz kota. Tole so Vrbanove špice, tam malo levo je Cmer. Potem tole Begunski vrh spredi, pol smo na Škrlatici, pa Dolkova špica, tukaj dol dolina Vrata, tukaj gor pro Dolkovi špici tale, ki je pobočje, to je pot, ki se gre na Škrlatico, pa tudi na Dolkovo špico. Tukaj gor, semle na Triglavske pode, prijeta pa pot poti čez Prag pa Tominškovo. Polje dole je, tukaj je, če bi prav pokazal, Stenar, pa naprej je Razor, zadaj sta pa Mangart, pa Jalovc, ta čisto prvi spredje pa tudi Bovški Gamsovc. Pa še naš današnji cilj. Smo šli pa iz pohodnih v gorniške nastavitve. Palce pospravili, pa čelade gor. Tole pred nami je Krederca, za njo je Mali Triglav, v oblaku pa Triglav. To se ne pa zdaj pogled proti Bohinju odprl. Tukaj dol je konjsko sedlo, zdaj se ga sicer ne vidi, ampak tle se gre je pot v Krmo, bomo šli pol, tole je Tost in tle dol je pa, tukaj dol je pa Bohinjsko jezero, zadnji pa Vogel smučišče. Tale del tle proti Krederci je tudi dober, ker je tudi tale zelo zahtevna pot, da se malo vidi, a bomo gor proti Triglavu rabili v samovarovalne komplete ali bomo šli brez. Dobrodošli na Krederci, tole je gora Krederca, tole pa najvišji dom v Sloveniji, planinski in tudi največji dom na Krederci, Triglavski dom na Krederci. Tole smo rekli proti Bohinju,
Tole dol se bomo pol mi spuščali v krmo. Tole zadnji sta Rž pa Rjavina. Pa to že poznamo, ne? Smo že enkrat dali skozi, ampak je tako lepo, da je treba še enkrat pogledati. Ja, fanti so čisto navdušeni. Gremo kele pogledati ostanke Triglavskega ledenika. Pa vedno bolj se megli. Zdaj bomo pa malo proučevali, kje je kaj. Grejo fante še najvišjo kapelico v Sloveniji pogledati. Posvečena je svetemu Florenu. A ga prepoznate? Tukaj dol, levo, tukaj naravno se gre gor proti Malemu Triglavu, tle levo dol, pa najvišja jama v Sloveniji. Pa tudi zadnjič, viš, ko ne vem, kako mu že ime, ampak kanal Raj na zemlji je šel prav noter v jamo. Ja, zdaj pa počas se začenja vzpenjanje na Mali Triglav. Imamo opazovalce. Živijo. Boš kaj povedal? Je bilo lepo na Triglavu? Je bilo lepo? Aja, aha. Ok, pa gremo skup gor. Super. Nič se ne mudi, je še zgodna ura, ne? Sprašujejo, kam gremo za nami. Pa v bistvu ne gremo na kamer, stojimo. Aja, tamle sem pa hotel pokazati. Tamle se gre pa s Planike gor, ne? Čez Triglav, oziroma čez Mali Triglav. Tole je pa hujka na primorski avtocest poleti. Pa še to, da ni vikend. Ja. Zdaj smo pa imeli štofelj, zdaj pa še ne na Triglavu. Saj jaz ne. Sem zdaj 10 minut na mestu stal. Ampak se premikamo. Evo ga, smo na razpotju, kjer se gre dol za Planiko. Tole je pa zdaj Mali Triglav. Zdaj pa sem še na Velska. Dobrodošli na Malemu Triglavu. Tretji najvišji gori v Sloveniji. 2700, koliko je ne, 25, nekaj tazga je. Ni, ne vem, čisto 100%. Še kele gor. Nazadnje sem šel tlele gor. Lanskrat smo šli, ko sta šla Ema pa Katarina prvič gor. Smo imeli tudi kar gnečo. Ampak Ema je imela še malo večje situacije, kot delim moji bratje danes. Gremo prav super. To smo zdaj na najožjem delu grebena med obema Triglavama. Tole pogled dol na Planiko, zdaj imamo spet en štofelc, lepše rečeno zamašek in imamo čas, da uživamo v razgledih. Tole dol je dolina Vrata, se lepo vidi Maljažev dom v Vratih, tukaj naravno smo zdaj Staničev dom, pa Krederca, ne. Zdaj pa res sam še zadnji skok do vrha. Še tamle okno malo približamo. Pa našo četico. Tole pa Denis. Pa je kanal kriv, da je on gor. Ja, res je. Hvala ti za inspiracijo in za napotke in zelo dobre posnetke delaš. Tako da za začetnike predlagam, da si vsi ogledajo tvoj kanal in se marsikaj naučijo koristnega, pametnega in uporabnega. Pa vpište se, ne. Tako. Hvala. Srečno. Še par korakov. Tole je pa res lepo, prav vesel sem, ko slišam takele komentarje ali pa takole, ljudje, ki lepega povejo, tako da hvala. Evo ga, Timotej, Jeremija in Florjan so prvič na Triglavu. Ajde, daj Petko. Bravo. Kar pejte.
Evo jih. Dajmo en razgled narediti. Tole dol poznamo, ne. Spodaj je Krederca, Staničev dom, Rjavina je v oblaku. Upamo, da je Tomaž prej prišel gor, seveda je ena. Tukaj je dol Dolina Vrata, pol čez, tukaj so v oblakih. Tukaj dol je Zadnica pa Trenta sta tle dol. Tole proti Bovcu, tamle dol tisto, ki se vidi v dolini, je Soča. Zelo lep pogled na vrha Kanjevca, zadaj Krn se tudi lepo vidi. Kva imamo še kaj? Zdaj proti Bohinju pa spet bolj tako temno. To je pa Krog. Selfie z vrha. Zdaj grem fante še krstat, da bodo pravi Slovenci. Pol pičimo pa čez Škrbino dol, na Planiko. Kam smo rekli? Kje zaključimo? Parkirišče. Ja. Znajde se, evo. V Krmo gremo, v Krmo smo rekli, ne. Aj, gremo na krst. To! Ajde! Ajde, Florian! Močno, močno! Daj, primi kamero! Daj, primi kamero! Ja, en krst nam ni ratal, nismo posneli, ampak dva pa smo. Dvakrat pa ne moreš krstati, ne? Ja. Kaže Slovenci. Možno pa jaz vem, da sem, ne. Ja, to je to, ja. Gremo. Pišuka se je še lepo odprla, ne? Tamle Škrletica, Jalovc Mangart, spodaj Zadnica, naprej Trenta, ne? Mi pa kar tlele dol. Spod se pa prav lepo vidi Mulatjera proti Doliču. Procesa čez Mali Triglav, mimo pa tlele Mir. Smo do zdaj srečali samo 3 ljudi. Tole je Škrbina in razpotje na Škrbini. Mi se napotimo levo, desno je pa proti Doliču ali pa čez Plemenice se gor pride. Bom tu dol posnel malo. Evo, bratje imajo malo fotosešna. Tukaj dol se gre, po mojem, najlažja pot na Triglav tukaj gor pride, tehnično. Iz Doliča, iz Zadnice, ampak je pa fizično verjetno najbolj zahtevna. Mi gremo pa zdaj tlele dol, bomo imeli še malo veselice. Malo moramo paziti po tele melišču, da nam kamno prožili. Pa še en odsek jeklinic, pa smo pa počasi dol. Kar lep razgledal, ne?
tudi proti Planiki je lep razgled. Tole pa zdaj najbolj razgleden dol na del na poti navzdol. Ne vem, kakšen kamnolom je tamle dol. Tukaj edini problem, vsaj kar se mene tiče, je to, ker greš cikcak dol in ti lahko od zgor nekdo kamne prošne. Drugače pa ful bolj prijazna pot kot tam okoli, čeprav je tudi kar nekaj jeklenic, ampak srečaš pa skoraj nobenega. Tako da jaz se kar, če se le da, se te držim. Evo, še ta zadnji koraki po tej zelo zahtevni poti. Pa smo pa na melišču in gremo proti Planiki. En je avgusta na morje, drugi pa v gore na sneg. Evo, to so te zimske radosti. Prav prijetna je hoja po snegu. Še slabe 3 urce imamo do dol. Danes smo pa tudi neki bojnih hran. Tole se je naredil. Evo ga, Planika, tole je bil pogled na Triglav, 2401 meter smo še visok. Še eno čelado pospravimo, pa proti konjskemu sedlu. Ja, v uradu nas čaka ene 3 urce spusta, ampak mislim, da bomo mi malo hitreje, da smo malo bolj živahni še. Že v prejšnjem videu, ko sem tlele kolovratu, sem rekel, da se poslavljamo od Kanjevca. Pa gremo zdaj proti konjskemu sedlu, pa pol v krmo. Še 2 uri pa pol, da bi imeli do Kovinarske koče, mi pa že ene pol ure prej zaključimo. Tako da rečemo, da je še 2 urci. Zaključili smo še zadnjim skalnatim delom, zdaj pa samo še pohodništvo. Prihajamo še do enega razpotja, oziroma sem na razpotju, kjer se gre levo za Staničev dom pa za Krederco. Smo pa direkt malo nad tole planino, vedno pozabim kaj je, ampak bom posnel malo nižji. Malo bomo obnovili vodne zaloge, malo sem pojedel, pa naprej dol. Prgrca je tlele, sem se spomnil. Drugače tlele v Prgrci imate tudi tako bivak sobo, tukaj zadnji, če greste za hiško pa desno, pa še enkrat desno, če vas slučajno dobi kakšna nevihta ali pa kaj, da se lahko malo skriješ. Tamle gor so bohinjska vratca, na drugi strani je vodnikov dom malo nižji, levo gor gre nemarkirana pot ali pa brez poti na Tost, desno greš pa lahko na Werner. Se gre pa lahko na ta bohinjska vratca tudi iz tele planine, ki bomo zdaj prišli na njo. Še eno korito, ampak na ta korita se lahko zanesete samo takrat, ko so krave tle na planinah. Pol jesen, ko krav več ni, so korita suha.
Tukaj je pa po mojem snežni plaz dol preletel. Kako je prav hudo je tlele. Taka huda svetloba. Evo ga, tukaj pride tudi tale pot gor iz Bohinjskih vrat. In se priključ in pol nadaljujemo pot skupaj v Krmo. Tole je pa sok lubenice. Včeraj sem lubenico sočil, pa sem vsakmu od fantov tudi en liter soka prinesel, tako da danes zato to kletimo, ko lubenico pijemo. Evo ga, prvi pogled v celo Krmo. Tukaj do tiste jase se moramo sprehoditi nekje. Tam je kovinarska koča, na začetku te jase nas pa po mojem čakajo. Za telim ovinkom se pa pot poravna, pa sam še v bistvu po ravnem do parkirišča. Mogoče za tiste, ki niste geografsko najmočnejši, zdaj gremo, tako kot sem rekel, v Krmo. Kot je pa v bistvu sam tlele čez, tukaj čez je zdaj, ne vem pa, v glavnem grebenarja vinja rečemo, pa pol je Macesnovc, tako da v bistvu smo sam tle čez. Smo samo v sosednji dolini štartali. Tako da smo tako skoraj krožno turo naredili. Enkrat sem se že spotaknil, pa sem se skoraj spet. V bistvu, ko pridemo že na ravnino, je to znak, da smo zelo blizu. Tale hiša je pa znak, da smo pa že tle. Kar lepo popolnjeno parkirišče. Jutri zjutraj, kaj je sobota, bo pa tle po mojem pokal po šivih in v vseh dolinah tle okoli. Do jezera Kreda je treba iti čez Radovno. Jezero Kreda. Ja, kako pa tle gremo? Evo, najbolj zagret Jeremija. Sam bržiš, božijo, to je vino. Si vred, da si. Je razlika, je. Je malo toplejša, kot v Ja, vrhu bolj toplejša, ja. Ok, to je moja meja. Posem. Zdi, kot to? Ja, ne grem. To je vedno, da reka. Reči samo like. A vidite te nasmehe? Malo utrujeni, ampak ful zadovoljni. Rekel sem prej fantom, da jih bom vprašal, kaj so se danes 2-3 stvari, kaj so se danes mogoče naučili ali pa kaj so na novo spoznali v hribi. Ja, ne pozajti čelade, pa zložljivih, kaj so že, palc. Evo, To jaz rečem. super. Malo več rezervnih oblek. Ja, še kaj za obleč, če Ja, slučajno sploh slabo vreme. mejte palce, to se res plača. Pa Palce. čevljo ne pozajte. Ja, pa dosti za pit, to smo se že prejšnjič naučili, pa za jesti, ne, to. Pa dobro volja, to je pa itak zmaga. V glavnem, kakšna je bila tura, kako je bilo? No, neverjetno. fajn, Res je, neverjetno. ful se splača. Ja, Ful, res. splača se. Neverjetno. Konc je malo strm, sam je pa čudovit. Ja. Kjer del vam je bil najbolj všeč? Prehod na vrh. Ne? Ja, prehod na vrhu, ja, potem iz Krederca naprej gor. Ja, iz Krederce naprej. Ja, iz Najbolj Krederce všeč. naprej. Razen tam, ko smo 10 minut na mestu stali. Vrh je. Ja, ti.
Zdaj smo se tudi pogovarjali, koliko je kaj proti prestrelniku, tisti turi, ki smo prejšnjič delali, bom dal desno gor. Koliko je kaj težko fizično. Ja, meni to je bilo mogoče fizično težje, ampak mogoče ker na prestrelniku nismo imeli palc, tako da fejst odvisno od vremena tudi pa. Ker Prav, Več je sonce sijalo tudi. Pa nismo veliko vode Pa vzeli. vode nismo zdaj zraven. ampak na koncu v bistvu ste bili po prestrelniku bolj zmatrani. Ja, res je. to pa res. Tako da Triglav ni tako bav. Ja. Do Kredarice je vse bilo pod senco, tako da. Ja, Če sem ga To jaz ful naredil, ga pomaga. lahko tudi ti narediš. ja, Ja. ja. S tako dobrim vodičem. a Ne? Ja, zdaj To je še kaj zapovedati? naročite se na kanal. Nalepke v naravo boste našli, zdaj zadnje čase tudi v hribih. Danes smo eno na vrh smo nalimali, pa že na skrinco. Ja. Super. Ja, to je to. Kaj? Mi smo se imeli ful dober, upam, da tudi vi. Video bo sigurno dober ratov. Nič. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Radi se imejte, lepo se imejte, pa pejte v naravo, mi se pa kmalu vidimo. Čau. Čau! Čau!